Jutri, v soboto, bo minilo 216 let, odkar se je rodil naš največji pesnik France Prešeren. V ta namen so v Prešernovi hiši v Kranju odprli razstavo z ilustracijami, slikami in karikaturami iz prizorov Prešernovega življenja. To je kar širok, razpon. To so lahko upodobitve, ki se nanašajo na besedila o Prešernovem življenju. Lahko so ilustracije posameznih Prešernovih pesmi, lahko so pa tudi samostojna likovna dela. Največkrat gre seveda za dela v slikarskih tehnikah, ilustracije, grafike, ampak v nasprotju z prepričanjem, večinskim mnenjem, so to dela, ki jim lahko sledimo šele kakšno dobrih 100 let, recimo. Namreč v času Prešernovega življenja takih motivov ni bilo. Njegove pesmi niso bile opremljene z ilustracijami, nihče ga ni portretiral. A od začetka 20. stoletja dalje so slikarji in ilustratorji poleg portretov pesnika dr. Franceta Prešerna in ilustracij poezij ali posameznih pesmi narisali oziroma naslikali tudi več pripovednih motivov iz življenja pesnika Prešerna. Gre za zelo, kot sem rekel, za zelo zanimive motive, pa tudi zelo raznolike motive. Mi tukaj stojimo za nami, so ilustracije Ilka Justina, ki jih je narisal leta 1937 za roman o Prešernu, pisateljice Ilke Vaštetove. Potem pa čisto, nasprotje od ilustracij, so pa upodobitve posameznih Prešernovih pesmi, kar je seveda zanimivo. Izdajal jih je pa Justinov sošolec na srednji šoli za oblikovanje v Ljubljani in nato eno leto skupaj na Dunaju. To je bil Miha Maleš, ki je leta 1940 začel izdajati drobne knjižice, ilustracije posameznih Prešernovih pesmi, v katerih seveda nastopa tudi pesnik Prešeren. Potem imamo celo karikature oziroma satirične ilustracije Hinka Smrekarja, pa potem ilustracije Sonetnega venca, pa strip imamo tudi na razstavi. Skratka, motivika je izredno pestra. Večina ilustracij opozarja na najbolj znane dogodke v Prešernovem življenju. Prikazujejo na primer pesnika v družbi z muzo Primičevo Julijo, s prijateljema Andrejem Smoletom in Matijo Čopom, na obisku v Vrbi in na sprehodu v Kranju. Nekateri so se pa lotili ne toliko realistično, dokumentarno, faktografsko, ampak malce bolj simbolno, recimo tako kot tudi Kranjčan Andrej Štular, ki je tukaj najmlajši avtor na tej razstavi. Dela so torej nastala ob različnih priložnostih in obletnicah pesnikovega rojstva in smrti ali za različne naročnike. Slikarji in ilustratorji so se pri njihovem snovanju oprli na biografske podatke in leposlovna dela o pesnikovem življenju.